Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes je potekalo 8. srečanje predsednikov države, državnega zbora, vlade in državnega sveta. To je bilo drugo srečanje letos. Tako kot prvo, spomladi, je tudi današnje bilo najprej in predvsem namenjeno uspešnemu soočanju Slovenije z epidemijo COVID-19. Prav tako smo se pogovarjali o nujnosti, da uveljavimo odločbo Ustavnega sodišča o spremembah volilnega sistema, da nad naslednjimi predčasnimi ali rednimi volitvami ne bi bilo sence ustavnopravnega dvoma in seveda zaključili posvet z oceno priprav vlade in države na predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici prihodnjega leta. Jaz bom poskušal strniti nekaj zaključkov ali ocen, seveda pa me bodo potem dopolnili predsednik državnega zbora, vlade in državnega sveta. Najprej glede soočanja s covidom. V tem smislu ne rečem vsem našim državljankam in državljanom. Ne glede na vse razlike med nami, politične in druge, se vsi po najboljših močeh borimo in na koncu bomo tudi zmagali. To se bo zgodilo že prihodnje leto. Vendar tudi na podlagi ocen, ki jih je predstavil predsednik vlade, ni pričakovati, da bi to zmago lahko dosegli pred koncem pomladi prihodnjega leta. V tem smislu nas čakajo zahtevni meseci, ki jih bomo toliko lažje obrnili v prid uspešnejšega soočanja s to epidemijo, kolikor več bo tudi političnega sodelovanja v slovenskem prostoru. Ko smo se dotaknili tega vprašanja, sem spomnil na moj predlog iz oktobra tega leta, da bi zaradi soočanja s krizo, soočanja z epidemijo COVID-19 bilo koristno, da bi po vzoru podobnih odločitev v 30 letih samostojne države tudi tokrat stopili predsedniki vseh parlamentarnih strank, vodje vseh poslanskih skupin, če bi bili oni za to vključno z menoj, skupaj in ugotovili, ali je mogoče v obliki koordinacije ali z nekim dogovorom, sporazumom, doseči neko soglasje o tem, kako bi se uspešneje, še uspešneje soočali z to epidemijo. Seveda je pri soočanju cela vrsta razsežnosti, ampak ena od njih je tudi ali povečano politično zaupanje ali povečana politična negotovost. In danes smo morali ugotoviti, da zasedamo v pogojih povečane politične negotovosti. In tukaj naj kot predsednik republike rečem nekaj. Kot človek, kot državnik, ki je predlagal sporazum, dogovor in ki tudi sedaj meni, da je sodelovanje edina pot, da krizo hitreje in uspešneje rešimo v prid vseh. Imamo demokratične postopke, procedure v državnem zboru in v vseh drugih institucijah. Nihče ne ovira teh postopkov, če kdo meni, da lahko postavi alternativo, mu tega ne sme nihče braniti. Ne se to zgodi, če se ima zgoditi, če bo alternativa, bo prevzela odgovornost, če pa ne bo, pa je prav, da to razumemo, da se soočimo s tem dejstvom in da na osnovi tega vendarle pogledamo, ali bi bilo mogoče doseči dogovor, sporazum, sodelovanje, ki bi omogočalo, da bi ta vlada lahko uspešno dokončala krizo epidemije z cepljenjem. Glede tega ne rečem samo še to, predsednik bo o tem verjetno mogoče rekel kaj več. Cepljenje, uspešnost cepljenja, uspešna strategija cepljenja prebivalstva bo gotovo na nek način verjetno zaokrožila dediščino, ocene o tem, ali in
kako uspešno se je vlada soočila s celotno epidemijo. Zato smo temu posvetili izjemno pozornost, predsednik pa nas je zelo detaljno obvestil o tem. Naprej, volilna zakonodaja. Mislim, da je zdaj zelo pomembno, da se vloži v Državni zbor s podpisi predlog, ki bo predlagal spremembo meja. Naj kot nekdo, ki je vodil pogajanja 1 leto, rečem, da bi bilo izjemno tvegano, če do odločitve Državnega zbora o spremembi volilne zakonodaje ne bi prišlo. Zato pozivam prav vse, ne glede na razlike v Državnem zboru, kot sem že bil storil sredi tega leta v nagovoru, da storijo vse za to, da je ena ali druga različica tega zakona sprejeta. Sprejeta je za večino glasov, to omogoča večjo verjetnost, da bo naposled nekaj sprejeto. To bi pomenilo, da Slovenija poleg vseh drugih zahtevnih okoliščin ne bi tvegala še ustavno pravne spornosti morebitnih predčasnih ali rednih volitev. To moramo vsi skupaj spraviti varno pod streho. In naposled predsedovanje. Slovenija bo prihodnje leto predsedovala Svetu Evropske unije. To je velika priložnost za državo, ki želi pokazati svojo ambicioznost na evropski in na svetovni ravni, kjer se lahko izkaže kot lider, če ima nekatere jasne zamisli. Moja izkušnja je, da ni potrebno biti velik, zato da imaš velike zamisli. Tudi Slovenija jih je že imela in jih ima. Pogovarjali smo se nekaj o tem, gotovo se bomo še naprej, ampak važno je, da priprave potekajo nemoteno, ne samo tehnične, ampak tudi najbolj zahtevne politične priprave v smislu političnih tem in predloga Slovenije za reševanje teh. Toliko z moje strani. Predsednik Državnega zbora bo imel uvodno besedo, za njim predsednik vlade in Državnega sveta, potem pa bomo odgovorili tudi na nekaj vprašanj. Prosim, predsednik. Ja, hvala lepa. Zdaj temu, kar je povedal predsednik Republike, ni veliko za dodati. Če se dotaknem vprašanja epidemije, ki je verjetno zavzemalo največji del današnjega pogovora, lahko iz svoje perspektive ugotovim, da smo se strinjali, da je ključnega pomena v teh časih, v katerih opazujemo, da tudi druge države po Evropi zaostrujejo ukrepe, da v Sloveniji zagotovimo neko politično stabilnost. Dejstvo je, da je pred nami očiten poskus oblikovanja neke nove koalicije in v zvezi s tem je pač potrebno dopustiti vso možnost, da se kar se da hitro izkristalizira, ali obstaja neka nova večina, pa vendarle nekako enotni smo bili glede vprašanja, ali to pomeni vnašanje neke dodatne nestabilnosti v politični prostor, ki glede na epidemiološke situacijo zahteva kar se da veliko stabilnost. Torej, če bo prišlo do nekega poskusa konstruktivne nezaupnice, naj to ne bo nekakšna avantura, ampak kvečjemu prispevek k še večji stabilnosti političnega prostora. Na drugi strani smo se dotaknili volilne zakonodaje. Znano vam je, da je poskus ukinitve volilnih okrajev propadel. Torej, če želimo implementirati ustavno odločbo, je sedaj na Državnem zboru, na vseh poslankah in poslancih, da vložijo ves napor v sprememb meja volilnih okrajev. Čeprav za spremembo takšnega zakona ni potrebna večina kot za ukinitev volilnih okrajev, pa se že do sedaj kaže ta bojazen, da si nekateri preračunavajo morebitne izide po spremembi meja volilnih okrajev in da bodo temu primerno glasovali tudi o samem zakonu. Torej, tudi če je potrebna manjša večina, sprejem
takšnega zakona ni nič manjši zalogaj, kot je to veljalo za ukinitev volilnih okrajev. Kar se tiče kar se tiče predsedovanja Evropski uniji, pa lahko samo povem, da v Državnem zboru potekajo vse priprave organizacijske in vsebinske, da so v bistvu že v veliki meri dogovorjene za predsedovanje Evropski uniji in Državni zbor bo, ko bo to potrebno, na to popolnoma pripravljen. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima predsednik vlade. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala predsedniku države za organizacijo te izmenjave mnenj. Kar se tiče epidemije, smo pred zadnjo tretjino spopada z virusom. Žal napovedi strokovnjakov, ki svetujejo Evropski komisiji, kažejo, da sta pred nami 2 meseca, ki bosta težja od mesecev, ki so za nami. Kljub temu, da vidimo luč na koncu tunela v obliki cepiv, ki so že odobrena ali pa za katera pričakujemo, da še bodo odobrena v prihodnjih tednih in mesecih, je jasno, da do pozne pomladi z precepljenostjo ne bo mogoče v popolnosti zaustaviti širjenja inačice virusa, s katero smo se spopadali doslej. Torej so pred nami tedni in meseci, v katerih bomo morali poleg izvajanja cepljenja in zaščite najbolj ranljivih skupin kombinirati tudi vse ukrepe, ki smo jih poznali letos. In to brez tega novega tveganja, ki postaja znano v zadnjih dneh. Še posebej včeraj, mislim na širjenje mutirane verzije koronavirusa iz domnevnega žarišča v Veliki Britaniji. S tem se zadnje 2 dni intenzivno ukvarjamo, koordiniramo znotraj Evropske komisije in vse informacije doslej pač potrjujejo povečevanje tveganja. Se pravi, pred nami je neka grožnja, ki se dejansko stopnjuje, ne glede na dobre informacije, ki smo jih bili v zvezi z cepljenjem deležni v zadnjih tednih. Torej, to je nek čas, v katerem bistveno bolj od nestabilnosti potrebujemo stabilnost. To je nek čas, kjer bomo zagotovo zmagali. Tukaj se strinjam s predsednikom države, da bomo koronavirus premagali in da bomo naslednje leto v predbožičnem in prednovoletnem času, po mojem trdnem prepričanju, zagotovo brez mask, v bolj sproščenem ozračju, brez omejevanja obiskov in v neki situaciji, ko bo življenje spet normalno. Ampak do takrat je še nekaj etap in prva etapa, ki je pred nami, je izjemno zahtevna. Soočanje z koronavirusom bo toliko bolj uspešno, kolikor bolj bomo v tem času sposobni sodelovati. Več bo sodelovanja, nižja bo cena, več bo izključevanja, višja bo cena. Vedno je bilo tako v slovenski zgodovini kot v zgodovini drugih držav. Glede na to novo grožnjo, ki se zdaj pojavlja, pa pričakujemo, da se bo situacija tekom današnjega dne bolj razčistila. Kljub temu je pa že zdaj jasno, da ta nova inačica virusa ni samo v Veliki Britaniji, je tudi v številnih drugih evropskih državah, tudi v naši soseščini. Tekom noči smo usklajevali ukrepe za popolno zaporo meja, tako kot tudi številne druge države. Preden se bomo za to odločili, se bomo usklajevali znotraj Evropske komisije. Ko gre za tako drastičen ukrep, je še posebej potrebno sodelovanje na obeh straneh meje, da ne pride do še večjih težav za ljudi, kot bodo itak sicer nastale. Že danes odsvetujemo vsem,
ki načrtujejo kakršnakoli nenujna potovanja do sredine marca, da jih ne načrtujejo, da jih odlagajo v načrtovanju za poznejši čas. Tudi vsem tistim, ki v tem času načrtujejo obisk Slovenije, svetujemo, naj ta obisk preložijo. Vsakega bomo dvojno veseli potem, ko ta previdnost ne bo več dodatno potrebna. Zdaj, kar se tiče cepljenja, se je stroka v Sloveniji poenotila glede prioritet. Količine, ki so bile napovedane v letošnjem letu, naj bi ostale takšne, kot so. Računamo na to, da bomo še posebej z hitrim cepljenjem najbolj rizičnih skupin bistveno vplivali na najbolj tragične posledice epidemije. Vse to, čemur se moramo zdaj odpovedati, od stikov, obiskov, druženj, zabav, javnega življenja, vse to lahko v veliki meri kasneje nadoknadimo. Tisto, česar ne moremo nadoknaditi, so izgubljena življenja. Tako da izkoriščam to priložnost in izrekam sožalje vsem tistim, ki ste izgubili najdražje v času spopada z epidemijo doslej. In zato, da se te drastične posledice ne bodo pospeševale ali pa povečevale, bo strategija cepljenja usmerjena prvenstveno v njihovo preprečevanje. Zdaj, kar se tiče volilnega sistema, moje osebno mnenje je, da obstaja elegantna rešitev za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča z prilagoditvijo velikosti volilnih okrajev tem principom. In jaz verjamem, da bo v Državnem zboru v kratkem oblikovana zadostna večina za to, da bo tak zakon sprejet. Kar se tiče predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, smo se intenzivno vključili v priprave že na samem začetku tega mandata. Smo del trija skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Nemčija zaključuje predsedovanje konec tega leta, Portugalska ga začenja. V skupen program smo naknadno vstavili še dve prioriteti, to je izdelava strateškega načrta Evropske unije za spopad z pandemijo in izdelava podobnega načrta za soočanje z grožnjo kibernetskih napadov. Od maja, ko smo to dodali v trio program, sta obe prioriteti ne samo posvojeni, ampak se na tem intenzivno dela že zdaj. Ne čaka se z pripravami na naše predsedstvo, ker je postalo jasno, da sta to permanentni grožnji in da Evropska unija, kot se je najbolj izrazito pokazalo v začetku letošnjega leta, ne na eno, ne na drugo kot unija ni pripravljena, še vedno ni. Znotraj tega je ogromno dela, ki se pač sicer ne vidi. Tudi ostale institucije v Sloveniji izvajajo priprave, ne bo nobenih problemov, glede na to, da že imamo izkušnje. Ključni vprašaj nad tem časom predsedovanja pa seveda leži oziroma je ključno vprašanje povezano z koncem epidemije, z zmago, ki jo bomo v Evropski uniji lahko razglasili nad koronavirusom, in to se bo zgodilo takrat, ko bo 70% Evropejcev uspešno precepljenih z učinkovitim cepivom. Kolikor se to ne bi zgodilo do začetka našega predsedovanja, bo jasno spopad z epidemijo naša prva prioriteta. Evropske unije je vedno tako, da je lahko v ospredju zgolj ena strateška prioriteta, ker je potrebno vse korake koordinirati znotraj 27-terice in tisto, kar je najbolj aktualno, tisto, kar je najbolj pomembno ali pa tisto, kar nas najbolj ogroža, je vedno prva točka, s katero se največ ukvarjamo. Tega se zavedamo, zato naša pričakovanja niso 100% fiksirana, ampak so fleksibilna
in vzpostavljamo rezerve tudi za primer, če se pojavi kakšna nova grožnja v tem času.